Ob stoletnici priključitve Prekmurja Sloveniji so Prekmurci slovenski javnosti strokovno in obširno predstavili vsebino tega zgodovinskega dogodka. To nadvse pomembno poslanstvo nadaljujejo tudi po veliki slovesnosti v Beltincih. V ta okvir dogodkov se gotovo vključuje tudi predstavitev knjige dr. Stanka Zvera, župnika v Bogojini. Knjiga z naslovom Tebi, slovenska krajina, ob stoletnici združitve z matičnim narodom je izdaja njegove doktorske dizertacije v knjižni obliki. Knjigo sta izdali Založba Ognjišče in Slomškova založba. Pred 165 leti se je rodil Jožef Klekl starejši. Božji človek, velik Slovenec, velik Prekmurec, duhovnik, kulturnik, politik, ekonomist, literat, urednik, poslanec, pisatelj, svet in moralen človek. Tisti dan, to je bil Božji dar nam, Prekmurcem in drugim Slovencem. Bog ga je poslal pravočasno. Na nek način kairos, tisti sveti čas, ugoden čas, ko je potreben, Bog ga pošilja. Poslal ga je, ko je bil najbolj potreben za naše Prekmurje in za našo kulturo, za našo nacionalnost. Premalo se mora zavedamo njegovih zaslug, njegovih prizadevanj v prvi stoletji prejšnjega stoletja. Zlasti mlajši rod ne pozna tega. Zaradi ideoloških manipulacij smo morali o njem molčati. Zato naš mladi rod o njem ali malo ne sliši ali ne pozna. Šele v novi državi Sloveniji smo začeli o njem razmišljati, se navduševati, ga proslavljati in se mu zahvaljevati. Molili so pred Najsvetejšim vsak dan in tu je dobival moč in ideje, da je lahko delal za naš narod. Njegovo delovanje, njegovo prizadevanje, njegovo življenje in pisanje je temeljito predstavljeno v doktorski dizertaciji gospoda dr. Zvera, bogojanskega župnika. Dober poznavalec prekmurske zgodovine, zato je lahko upravičeno, znanstveno, dokumentirano pisal o veličini pod konkretnih podatkih, dogajanja in zasluga za priključitev Prekmurja. Temeljito je pozna prekmursko zgodovino gospod doktor. To je predstavljena, treba jo poznati. Škoda, če to knjigo, to doktorsko dizertacijo dovolj ne poznamo dovolj svoje zgodovine, svoje preteklosti. Napisal je tisto, kar je bilo potrebno, kar so odlično ocenili mentori, njegovi predstojniki na fakulteti. Ni popisal tisto, kar bi nekdo želel po svoje. Doktorska dizertacija se mora omejiti na tisto, kar je določeno vsega začetka programu in tako, kako profesor vodijo. In tako je doktorska dizertacija zapisana znanstveno, pravilno
in to, kar se tiče te teme. Hvala založbi Ognjišče, zato te posebej pozdravljam, odgovornega urednika Boža Hrustija, ki si sprejel to. Vem, da danes ni lahko založiti kakšne knjige, kajti knjige danes ne grejo preč do trgov, ker so mediji drugačni in vi ste se odločili za to, zato hvala lepa, te posebej pozdravljam tukaj med nami, da si prišel tako daleč. Ko me je že pred praznovanjem stoletnice pridružitve Prekmurja tukaj navzoči gospod Božo vprašal, kje bi bila predstavitev, sva delila nekako vnaprej zanimivo mnenje, da bi bilo dobro v Črenšovci, kjer je pač Klekl preživel najbolj plodonosna leta svojega življenja oziroma dela. Zato toliko večja hvaležnost za to, da smem tukaj saj kratko predstaviti to knjigo. Iskrena hvala tudi gospe Andreji, ki se je trudila, da bi prišlo do tega večera. Pa naj kratko še nadaljujem. Najprej v knjigi. Pričujoča knjiga Tebi slovenska krajina, kot rečeno, govori Jožefu Kleklu, starejšem duhovniku. Našteti so bili vsi postulati, bom rekel, njegovega dela. Kaj vse je delal? Vse pa izviralo, kot smo že slišali, dejansko iz njegovega duhovništva, ki ga je naslanjal v resnici na, krepko, bom rekel, na ramo Gospoda in pa tudi na njo, kateri v času prej zapeli. Spomnimo se, kako dolgo je Marijin list oslanjal slavo brezmadežne. Od tukaj črpa moč. Torej spregovori o eni najmarkantnejši osebnosti slovenske krajine, Prekmurja, knjiga namreč, o človeku, ki ima veliko zaslug, kot je bilo tudi povedano, za priključitev Prekmurja k Sloveniji pred 100 leti. Madžarska oblast njegovega rodoljublja namreč izpred prve svetovne vojne in po njej o ponovni okupaciji Prekmurja 1941. Ni pozabila, kar je Klekla stalo 4-letno internacijo v Celdomolku na Orgovskem. Osnovni namen knjige je predstaviti Kleklovo slovenstvo, njegovo slovensko držo na temelju medvojnih dokumentov, se pravi medvojnih dokumentov leta 1941-1945, s katerimi se je Klekl namreč v konfinaciji zagovarjal pred madžarskimi oblastmi zaradi obtožbe veleizdaje. Povojna komunistično-socialistična oblast pa zlorabljala dejansko ta njegova zagovarjanja, te dokumente, in je Klekla preprosto imela za narodnega odpadnika, renegata. Knjiga je skromen poklon slovenski krajini ob 100-letnici, zato tudi naslov Tebi slovenska krajina. Krati pa tudi globok priklon očetom krajine, vsem, ki so se trudili in žrtvovali marsikaj, tudi dotrpeli in trpeli marsikaj, da je dejansko Prekmurje prišlo pod Slovenijo. Tako je bila knjiga predstavljena tudi na založbi Ognjišče. Kot rečen, osnovni namen knjige je bilo slovenstvo Jožefa Klekla v medvojni dokumenti, na osnovi kateri ga je potem po drugi svetovni vojni dejansko oblast z grožnjami celo etiketirala drugače in mu odvzela marsikaj. Njim bi lahko rekli tudi pristnega Slovenca. Nikakor pa ni imela knjiga, kar je sicer bilo malo omenjeno v napovedi strani doktorja Karlota, ni imela namena zmanjšati zaslug, pomena in dela, ki so ga na narodnostnem področju opravili drugi rodoljubi. Tako so recimo bolj skromno dodane nekatere velike osebnosti, kateri delo in življenje bi bila zares hvaležna snov
za diplomske, magistrske in doktorske naloge, kot so recimo Ivan Baša, župnik iz Bogojine, nekdanji moj predhodnik torej, Jožef Sakovič, nekdanji turniški župnik. Koliko je ta človek pretrpel za Slovenijo, za Prekmurje, to malo kdo ve. Celo zbolel, smem trditi, tudi zaradi tega smrtno zbolel. Posebej pa še vaš rojak iz Dolnje Bistrice, majstrov Borec, ki so ga Madžari prav tako označili kot izdajalca domovine, ki se je v zahvalo Bogu za srečen pobeg iz somoteljskega zapora odločil za duhovništvo, ki ga je nemški okupator pregnal iz Jesenic, na kar je se leta 1943 omaknil iz Ljubljane v Rim, leta 1948 pa v ZDA in je bil leta 1946 obsojen v odsotnosti na 4 leta prisilnega dela in tako dalje in tako dalje. Da navedem samo nekaj podatkov iz njegovega življenja. Sedaj počiva na Dolnji Bistrici. Dobro veste, kdo je to? Gospod duhovnik Jožef Godina. Da, to je le naštetih nekaj osebnosti, ki so tako rekoč, ne zameriti, ob robu omenjene. Zakaj? Ker tema niso bili oni, ampak dejansko kdo? Slovenstvo Jožefa Klekla v medvojnih dokumentih. In hvaležno delo bi bilo, ponovim se, tudi iz knjige oziroma knjige življenja vašega rojaka, še posebej nekatere etape gospoda Godina, da se kdo oprime dejansko podobnih nalog, kot je bila tale. Tudi o njem. Da ne rečem podobno o Sakoviču, tudi v Baši. In nekateri drugi, kdor malo pozna dejansko te osebnosti iz naše okrogline. Vsebina knjiga torej sledi temu naslovu, ki ga nosi, namreč podnaslov Slovenstvo Jožefa Klekla starejšega v leti 1874-1948 medvojni dokumenti, kot sem jih prej omenjal, v luči predvojnih dogodkov. Torej, nima namena zmanjševati nimb, kras bi lahko rekli, kinč, drugim osebnostim, ki imajo velike in neprecenljive zasluge, kot rečeno, že prej omenjeno, prav tako pri pridružitvi Prekmurja. Tako je ta knjiga ob 100-letnici priključitve Prekmurja k Matici, kot sem že sicer omenil, pa si drznem ponoviti, skromen dar Kleklu in vsem ostalim očetom krajine pa dejansko prikazan globok priklon. Z tega odra, če se preselim miselno na slovenski oder, sploh oder slovenske dežele, kako pester je ta oder. Tudi dejansko v svetu kulture, v svetu zgodovine, v svetu, če hočete, tudi znanosti. Ampak ni se nam treba sramovati nam, ki živimo na prekmurskem odru. Kajti tudi naša zgodovina, prekmurska zgodovina je pestra. Tudi naša kultura je pestra. Tudi naši znanstveniki so znani po svetu, znani tudi po Sloveniji, znani tudi širom Evrope. Zato pa naj bo, da končam, ta knjiga še enkrat priklon tudi tem, dejansko ljudem, ki so marsikaj lepega in dobrega naredili za slovensko pokrajino. Hvala lepa. Hvala lepa.
besede Ivana Tavčarja, liberalnega slovenskega politika, ob koncu Prve svetovne vojne ljubljanskega župana. Mi ga poznamo kot pisatelja, napisal je Cvetje v jeseni, pa Visoško kroniko in podobno. In on je izjavil, zakaj bom navedel te besede, ker so zelo značilne. Cela Koroška ni vredna ene koščice kranjskega janeza. Ne? In jaz mislim, da je nekaj podobnega veljalo v mnogih glavah tudi za Prekmurje. In zato je potrebno ovrednotiti ljudi, ki so toliko naredili, da bi se najprej v Ljubljani nekaj zganilo in potem pa tudi seveda v Evropi, in se ne more zgoditi ne v Ljubljani, ne v Evropi, ker se je odločalo, če ni med ljudmi tega. In ti ljudje so to ponesli med ljudmi, ali kot bi rekli v prejšnjem režimu, široke ljudske množice. Ne. To so oni naredili. Tudi za ceno žrtev, kar je gospod Stanko tako lepo povedal. Torej, to je prvo obrobje, torej nekakšno geografsko obrobje. Drugo obrobje je, Klekl je bil duhovnik. In to je bilo odveč je povedati, ampak samo vsi smo to občutili, to je bilo pač toliko desetletij pomenilo molk. Mislim, Latinci so imeli en poseben izraz, ko se je ime nekoga izbrisalo. Profesor nam je rekel, da celo iz spomenikov so klesali ven. Ne. No, to smo tudi mi doživeli in del tega je bil deležen tudi Klekl. Ko je toliko naredil, ne, potem se pa njegovo ime pozabi. In značilno za te ljudi, da so jih preganjali običajno vsi režimi. Ne. So prišli Madžari, so bili preganjani in tako dalje. Torej, name je tudi en velik vtis naredilo, mnogi od vas veste, da je dolga leta na ognjišču delala torej Kantorjeva, tukaj Ščenševec, hčerka Lizika, ne? In ko smo obiskali pokojnega očeta, škof Smem je rekel, da je bil botrnim Klekl. Ne? Je oče pokazal sliko Klekla v tisti kmečkem in z motiko na rami, ker je tako meni, da s kamuflažo se rešil, da je bežal. Tako mi je ostala ta slika, kako je ta človek, da je rešil golo življenje, pač zbežal, da si je. No in drugič, zaradi tega, ne, ker je brez katoliških duhovnikov, ob združitvi Prekmurja se mi je zdelo dobro, da se izda eno knjigo, ki ovrednoti vendarle gotovo najprej Kleklovo delo, pa tudi drugih duhovnikov, čeprav je nemogoče vse v enem delu ovrednotiti, ker je bilo, saj smo tudi videli, marsikakšne težnje tudi o proslavljanju stoletnice, da bi se to nekako zmanjšalo, če ne celo prikrilo. Vem, da je v tej knjigi ogromno dela, ogromno študija, ogromno branja, ogromno sedenja, proučevanja. Ne vem, če bo potem sam gospod hotel kaj povedati, koliko časa je to delal. Ne? Vem, da je tukaj ogromno res dela, ker knjiga temelji na dokumentih, knjiga temelji na časopisnih člankih in to zbrati skupaj, to je res ogromno delo. Ne? In tudi, ker prav ti dokumenti in ti časopisni članki, da kažejo na to, da tiste veličine niso vedno veličine in da tisti, ki so pozabljeni, so po krivici pozabljeni velikokrat. Ne? Osebno mislim, da če bi gospod Stanko karkoli drugega delal kot duhovnik, če bi letel z zmajem v višavi zgoraj ali se potapljal v nižavi spodaj,
bi več medijske pozornosti bil deležen kot... Gotovo je bi bil, ker bi vsaj ene 10 pogoršnih časopisov bi te dalo in na Letejo bi prišel pa v razne na spletne strani. Ko je pa toliko let garal za to delo, pa velja kolikokrat en tak čuden molk nad tem. Zato sem vam hvaležen vsem, ki ste organizirali to srečanje in prišli, da res se ovrednoti tudi delo gospoda Stankota, čeprav mislim, da ni ta namen, ampak da je res namen, da se ovrednoti delo teh ljudi in tudi zato smo mi to knjigo izdali, ki nažalost ne bo bestseller, ampak tudi taka knjiga mora iziti, ker je dokument časa in ker je priča časa in tudi, veste, proti taki knjigi zlepa ne moreš kar tako kontrirati, ker, kot sem rekel, izgrajena na dokumentih in časopisnih člankih, ki o tem govorijo. Domov, slovenski kraj, me vleče njegov krasni maj. Tam rože imajo lepši diš, tam ptice znajo dosta viš. O ti slovenski... Dragi rojaki, tolaži tiščemo, kak dobra mati svojo jočečo deco. Deca ste ljubljene slovenske matere, slavne Slovenije, štera prebritke skozi morete točite. Slovenija vam jo pošiši tišče, zato se obrne do vas s tem tolažilnim listom. Poslušajte jo, potrta srca, poslušajte jo, vsi mlade in stare, katoličance in evangeličance, bogate in siromake. Vi ste njene, nad vse vas razprostira svoje materne perovte, zato, ker ste njena deca, zato, ker ste vsi Slovence, to ste. Bog je stvoritev vsega bitja na zemlji, brez koga se list ne gene na drevje, ne spadne kaple rosice ščipki na cvet, ne zabrni žužavka, ne skoči zverina v golšči svojega ležišča. Ti Bog je tudi vaš oča. To vas je učila vera, to vam je pripovedovalo sunce in cela narava. Ste verovali vi to? Ne ste smeli. Za Slovence ne ste se smeli imenovati. V grej so vas šteli ljudje tisto, kar Bog sam je zapovedal spoznate, da ste najme Slovence. Ne ste smeli nikde glasno povedati, da je vam tudi tisti začetnik, kak drugi narodon. Kdaj je slaviček, stvarica Božja tote, ali ne ima stvarica, kak pravite po domače? Kdaj je slaviček nej popejval nikdar druge pesmi kak svojo? Na šteru ga je njegov stvoritelj navčo, te ste vi nej smeli. Vi razumno, pametno, Bože stvorenje, svojega jezika pustiti tisto pesem, tisti guč. Na šteru ga vas je te dobri nebeški oče navčo, slovenskoga. Ne ima stvar je imela pravico do svojega maternoga jezika, vi nemrtelno dušo imajoči Slovenci pa nej. Lagati so vas čile. Naj pravite, da ste nej Slovence, v grej so vas napelavale. Vašo deco in vas so po šolajka štigale, če ste po maternom jeziki kaj povedale. Pri sodniji so vas sodili, da ste nej razumeli, v šoli so vas čili, da ste nej zastopili, v cerkve vam popevali, pa včasih še predgale in molile, da bi se tem menje Božjega blagoslova na vas grabilo v tujen jeziki. Bili ste vonječi tote povsod. Tebe si postavimo zdaj pred oči,
mantrniško ljudstvo, tebe nagovorimo slovensko pokolenje v Prekmurju, štero si velikoj večini verno ostalo materi slave, materi Sloveniji. Dobro ljudstvo, prišla je zdaj plača zate, Bog, ki te je za Slovenca stvoril, ki da je dnov račun bral v tebi kak Slovenca, kak vsaki človek, tak ima tudi vsaki narod nalogo od Boga naloženo, štero mora rešiti. Ti Bog je po slinu goreče, iz krvavečega srca prihajajoče prošnje. Zgledno se je na tvoje joje, na tvoje gori, kak nekda natlačeno izraelsko ljudstvo v Egipte, pa poslal ti je rešenje. To veselo vest, glas, preradosten, tvojega rešenja ti naznanja, tvoja slovenska mate, mati Slovenija. Prej, ki je zeroletno robstvo konec jemlje. Pariška mirovna konferenca nej se pozabila tvojega robstva. Prikapčila je tvojo slovensko krajino, slovensko orsage Slovenije. Veseli se, dobro slovensko ljudstvo, vera tvoje svobode je odbila, vernost tvoja je plačo dobila. Zajovči Prekmurec, radosno, prepejvaj in hvali Boga, ki ti z rešitvijo neizračunano dosta dobro. Svoje dobre matere. In potem sledilo je ogromno prevodov, ker sam mađarsko nisem vešč. In veliko je tem storil mi gospod Škof, dr. Jožef Smej, rojak, potem že pokojni profesor Vtičar, Gumiričanec, isto tako od nas doma, nekateri ste ga poznali še, ki včasih bi na televiziji tudi. Potem pa nekaj tudi sem dajal, iskreno povedano, profesionalnim, dejansko prevajalcem, uradnim. Tako da že tisto je zategnilo, bi lahko rekli, delo, ne, razširilo delo, oziroma časovno razširilo delo te naloge. Tako da, ja, kot sem rekel, približno 3 leta, z ozirom na to pa, da sem imel prej marsikaj izbranega, ne, drugače bi še verjetno dalj časa trajalo. Ne. Seveda pa nisem tega delal non-stop, to so bili samo po noči, ker čez dan pač težko spraviti skupaj se. Enostavno se ne zbereš, tudi ne mogoče, ne, za takšno stvar, ker to rabiš pa tišino. Vse nekateri, ker ste delali podobno študijsko, tam vidim svojo nekdanjo osebno doktorico, se samo nasmehne. Ne. Pač tako je, takšne stvari se pač delajo v miru in veliko sem delal po noči, ne, toliko. Ampak navdušenje pa začelo takrat, ko sem bil tukaj kaplan. Ravno s periodičnim tiskom. To je prišlo čisto spontano, da sem začel zbirati. In hvala Bogu, da sem, ker kasneje marsikaj propadlo. In potem, ko sem sledil tistemu, torej periodičnemu tisku, vsebini tega tiska, je praktično zažrelo v meni, tako bom povedal, zanimanje za tega človeka. Zakaj? Ker to človek, kar je ta človek napisal, njegova moč je namreč slonila besede. Zato je tudi on krivil v narekovaju, ne, da je slovenska beseda, materin jezik, prekmurska mati in pa duhovnik so reševali Prekmurje. Ne. In tukaj je začelo žareti tleti v meni dejansko iskanje, bom rekel, ne zaklekla. Ko sem čedalje bolj spoznaval, kako velik je bil, ker kot smo slišali, je bil zamolčan. In kakor tudi drugi, morda omenjen tako, vsaj uradno, po šolah tega nismo slišali, ne. Nažalost ne. In takrat pravzaprav na ta način se je začelo. Šlo tako daleč, da je, ja, da sem celo v potem njegovi zlati maši, ki je pel v Črenšovcih, ne, našel tudi svoje novomašno geslo. Nisem prišel iskati, kar je vašega, ampak vas. Ne? In potem toliko učitkov na račun njegovega bogatstva, ki ga pa vsega razdal. Ne bogatstva, ampak imetja. Se nazadnje bil kot revež. Tisti borni hišici, ne? Murski Soboti in tako naprej. Ker njegovo moto življenjski je bil Deus et pauperes. Bog in ubogi.
Dragi gostje, dragi domačini, če mi dovolite, jaz nekako ta večer zelo čustveno doživljam. Nekako čutim, da je izjemno bogat, da smo izjemno obdarjeni. Že sam naslov knjige je neko posvetilo tebi, slovenska krajina, torej vsem nam. Dobili smo izjemno najdražje darilo, kar je sploh možno. Če dobite kristalne kozarce, jih razbijete, pa jih ni. Boste rekli, ja, se knjigo pa vržete v peč, pa zgori. Ja, prej jo morate prebrati in jo potem ohranite v glavi in v srcu. Potem pa lahko zgori v končni fazi. Res iskrena hvala, Stanko, tebi. Že od nekdaj ga tako kličem. Stanko, to je izjemno darilo in iskrena hvala vam, gospod Božo Rustja, da ste razumeli, kaj mi na periferiji pravzaprav potrebujemo. Redko kdo vidi v Prekmurje. Res je, iz Ljubljane se bolj redko vidi v Prekmurje. Imeli smo tudi državno proslavo, pa zdaj upam, da me ne boste kritizirali, da sem že obrnil na politiko, ker je na državni proslavi govoril govorec tretje lige. Grdo se sliši, ne? Ampak tako pač je. Prvi v tej državi je predsednik republike, drugi v tej državi po ustavi je predsednik državnega zbora, tretji pa je predsednik vlade. Ampak mi smo skromni, mi smo zadovoljni in res ena iskrena hvala vre iz mojega srca ta hip, ko ste tukaj zbrani ključni ljudje, ki konstantno, ves čas, kar imamo svojo državo, nekako brišete prah pozabe sklekla in seveda tudi drugih velikih mož. Tik pred koncem Prve svetovne vojne, vse veste, vedno je potem mirovna konferenca in glavno potem na mirovni konferenci veliki državniki, velike države odločajo o mejah. Tako je bilo tudi v primeru Pariške mirovne konference, ameriški predsednik Wilson, pa predsednik Združenega kraljestva in predsednik Francije, Clemenceau, oni so bili tisti, ki so bili glavni. In Wilson, ameriški predsednik, je postavil še pred koncem Prve svetovne vojne 14 točk. Med temi točkami najdete tudi, ker on da posebno pozornost jezikovnim mejam, če tako malo poenostavim. Zdaj smo pa pri kleklu. In zato je potem Matija Slavič šel na teren in spraševal ljudi od vasi do vasi. Šel je na cintore, ker je gledal spomenike, kakšne priimke imajo tam pokopani, so imeli. In je Matija Slavič naredil, na nek način ubogal je načelo Wilsona in je naredil jezikovno mejo. Zdaj si pa predstavljate, če klekla ne bi bilo, kje bi bila ta jezikovna meja? Na Mevri bi bila. In to je en čudež, če lahko, Stanko, lepo prosim, še malo ti to razložiš za moje vprašanje, prvo vprašanje. Kako je sploh možno, da so normalno katoliški duhovniki toliko, takšna dolga stoletja vzdrževali na levem bregu Mure slovenski jezik, prekmurski jezik, ki je knjižni jezik. In drugo, veš, kaj mi še ni jasno, da hitro lahko zaračunamo ob združitvi, ki letos praznuje 100 let, je bil Klekl star 45 let. Relativno mlad se meni zdi. Čeprav imate danes zelo mlade državnike tudi, ampak nekako bi pričakoval v času takratne civilizacije, da bi nekdo, ki ima neko karizmo, ki je voditelj ljudstva, kar je nesporno Klekl bil, da bi moral biti starejši. Ali pa se motim? To ne bom govoril, sta cerkev in država z roko v roki pravzaprav pritiskala na vse manjšine v madžarski veliki državi. Posebej pa, kot rečeno, še ob dejansko tej obletnici. In takrat je zaživela, v navednicah rečeno, pod vodstvom doktorja Franca Ivanocija, skupina, ki je v resnici, bom rekel, šla z rokami v ogenj, če razumete to primerjavo. Proti vsemu ravno slovensko besedo, kar si ti, gospod poslanec, čudovito omenil. In
povem takole mimogrede kot intermezzo, danes je bil pri meni gospod Marko Jesenšek, raziskovalec prekmurskega jezika in kar precej dolgo, 8 knjig, če se ne motim, že o tem izdal, če se ne motim pravim, in dokazoval, da je prekmurščina slovenski knjižni jezik. Kar čudovito pove tudi Klekl, ki je v svojem odgovoru na obtožbe, ko so ga Madžari tožili med internacijo, torej, kaj vse je storil za slovenstvo, zlasti s periodiko, s tiskom. Ne? In da se vrnem, v resnici je storil največ. V odgovoru dejansko pove, da je prekmurski jezik veliko prispeval slovenskemu knjižnemu jeziku. Ne? In jaz se vrnem sedaj na vprašanje, da nadaljujem misel o tej skupini. Ta skupina, ki se je zbrala oziroma je zbral dr. Franc Ivanoci, je potem začela izdajati, kot rečeno, periodični tisk. Najprej kalendar srca Jezuševega, sledil je Marijin list pod mentorstvom koga? Klekla, dalje naprej novine, ne? In pazite, tu bi se dalo seveda še odgovoriti, ampak ni časa, da povem v grobem samo, Klekli je začel izdajati tudi novine v Gajici, ne mađarskem črkopisu, kar je bilo že zločin. Kasneje so mu tudi to celo učitali, veste, ko je bil v internaciji, tudi na račun tega, da je pisal v Gajice, ne pa mađarskem črkopisu. In zanimivo, primerno samo, kako se je izgovarjal. Manj papirja porabimo, ker ni SZ, pa tako naprej, me razumete? Ne? Ja, resnica je to. Ne? In tako je bil tudi zvit in še več. Kaj je dosegel? Spet en primer. Kasap Ištvan, to je božji služabnik mađarski, ki je umrl sluhu svetosti. Ne? In on je v internaciji dosegel, da so to knjižico izdali v Budimpešti, prav tako v Gajici. Dobesedno ironija, ne? Nekaj nemogočega, ampak je uspel. Ne? Tako je ljubil dejansko slovenski narod. In da nadaljujem, ne, ti duhovniki so potem ne samo s periodičnim tiskom, ampak držali tudi besedo v cerkvi slovensko. Na račun tega sta recimo mogla prav tako Baša, kakor tudi Klekl na mađarsko, ker sta spraševala 1902, če se ne motim, na Birmi, ko je prišel Škov Birmat in sta spraševala, oziroma so otroci odgovarjali v slovenščini, ne pa mađarščini. In zaradi tega sta bila premeščena v prekomando. Razumete? Samo zaradi tega. In torej, ni bilo dovoljeno niti govoriti, šole so bile mađarske, imena vasi so spremenili, ne, pomađarili se in tako dalje in tako dalje. Celo društvo za pomađarjenje je bilo ustanovljeno. Opasno bom rekel, neprimerna beseda, dejansko tudi za duhovnike, koliko so to že Ivanocijati in tako dalje, tudi Klekla. Ne? Ravno iz tega društva člane in tako dalje in tako dalje. Tako da so ti duhovniki zadržali v resnici, zato je bila naslov prve knjige tudi Jožef Klekl, prekmurski Čedrmac. Prav zaradi tega, ker tu je pa nastopil, bi rekel, najbolj Kleklevo spredje, ne? S tem periodičnim tiskom. Če tega torej ne bi bilo vprašanje, kakor je nekoč Smej povedal ob eni od Ivanocijevih obletnic v Kančevci, gospod Škof Smej pa pravi, ja, če ne bi teh ljudi bilo, potem dejansko bi meja tekla danes na Muri, ne pa pri Hodošu. Ne? Toliko na prvo vprašanje. Ne? Potem na drugo, on je zelo mlad učil, ker je bil tudi zelo bolan, učil, zakaj? Bil deloholik. Dobesedno. Ko je bil župnik v Sebeščanu, veste, tisto far je obrnil, potem na objekti delal in tako naprej in potem samo sebi piše, ne, da je zbolel na srcu, živci in še, ne, da se je zdravi na raznih zdravilišči in potem je pa prišel v Črenšovce, Bedrnjakov pač hišo in tukaj postal, bi lahko rekli, duhovnik za celo Prekmurje. Ne, župnik celega Prekmurja. Kot je bilo omenjeno, so imenovali pri nas doma veliki Klekl. Zanimivo. Veliki Klekl. Ne? In zanimivo, kaj je vse postal. Ne? Kaj vse je vodil. In mene še pa najbolj frapira, to sem prej pozabil povedati, ne vem,
mogoče me boste pripravili, tudi gospod Janez ali pa kdo drugi, ki mogoče bolj pozna ozadje, kakor sam, čeprav to ni hvalisanje, sem marsikaj od njega prebral. Ampak nisem našel nikogar, ki bi ga Nemci prej zaprli, slišali ste Nemci, ki so 6. aprila na Cvetno nedeljo zasedli Prekmurje. In kaj mislite, kdaj so ga že zaprli? 2 dni pozneje, jaz ne vem, če so koga prej. 2 dni pozneje in so ga potem izročili Madžarom, ko so Madžari čez 10 dni dobili Prekmurje nazaj, Nemci so držali samo dejansko ob meji z Avstrijo nekoliko, vasi oziroma Far, drugo je pa bilo Madžarsko. In so ga zaprli njega kot prvega krilca. In kaj je bila ena od točk, zakaj so ga zaprli? Delali ste proti Kulturbundu. In delali proti čemu? Proti Madžarom. Oj, prekmurska ti dežela, kak si lušna in vesela, šteroj sem se jaz rodil, Bog zna, ge bom smrt sprejel. Šteroj sem se jaz rodil, Bog zna, ge bom smrt sprejel. Al na poli, al na cesti, ali v šterom drugom mesti, kda že Boža vola bol, tede sakši svejta šel. Kda že Boža vola bol, tede sakši svejta šel. Či pošteno mu živeli, pamet se vse radi imeli, te nam oča večni bol, rad odprl sveto nebo. Te nam oča večni bol, rad odprl sveto nebo.